Pogovor o. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni na prvi dan v letu 2025. Naj vam takoj zaželim, da bi bilo res srečno, zdravo in predvsem blagoslovljeno na vsakem koraku, kjer boste. Vsakega 1. januarja vedno takoj poslušamo poročila, novice, kdo se je prvi rodil, v kateri porodnišnici, ali je bil deček ali deklica, kako mu je bilo ime. To so nekake zanimive novice, ki jih spremljamo. Čeprav bi bilo veliko bolj zanimivo in pomembno pa se vprašati, koliko se jih bo rodilo v tem letu ali pa se jih je v preteklem letu, kajti gre za prihodnost človeštva, za prihodnost celotnega našega naroda. In o tem bo beseda tekla v današnji oddaji Pogovor o. V studiu Radio Ognjišče so z menoj 3 strokovnjaki z različnih področij, pa pojdimo kar po vrsti. Z nami je predstojnik katedre za osnovno bogoslovje in dialog, teolog dr. pater Marij Osredkar. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Potem je znanstvenik, strokovnjak na področju umetne inteligence in kognitivnih znanosti dr. Matjaž Gams, ki pa se poleg znanstvene kariere ukvarja tudi z družbenimi procesi, z njihovim razvojem in še marsičem. Lepo pozdravljeni tudi vi. Lep pozdrav. In pa sociolog in ekonomist dr. Janez Malačič, ki pa se že dolgo ukvarja z vprašanjem staranja prebivalstva. Dobrodošli tudi vi. Dober dan. Marsikaj bomo danes odprli, se mi zdi res pomenljivo vprašanje, o katerem imajo ljudje, strokovnjaki tudi različna mnenja. Torej, med demografskimi strokovnjaki vladajo, kot sem rekla, različni pogledi na rast prebivalstva po svetu, zlasti kar zadeva vprašanje, kdaj se bo krivulja obrnila navzdol. Kakšna je torej rast prebivalstva po svetu, kakšne so projekcije, dr. Gams? Lep pozdrav še enkrat vsem, veseli nas, da smo z vami. Ja, demografija je res po našem mnenju najpomembnejše vprašanje v razvoju civilizacije in glede preživetja tako ljudi, kot pa zlasti malih evropskih narodov, ki bodo izumrli po projekcijah v nekaj stoletjih. Te projekcije so v bistvu zelo enostavne. Kar se tiče svetovnega prebivalstva, tam je bil problem, ker je nekaj časa število naraščalo eksponentno, zdaj se pa ta rast umirja, rodnost se približuje trajnostni in to ni več največji problem. Da takoj povem, največji problem, ki ga vidimo, recimo ljudje, kot so Elon Musk, pa tudi moja malenkost, je, ali bomo šli na nove planete, ker je to ključno za preživetje civilizacije. Dr. Malačič, kaj pravijo podatki? Ja, zdaj, če govorimo o svetovnih razmerah, je treba razlikovati med razvitim delom sveta in manj razvitim delom sveta. No in čisto demografskega vidika gre za določene zakonitosti. Mi demografi temu pravimo, da je demografski proces, ki ga imenujemo demografski prehod, bistveno spremenil razmere na področju obnavljanja prebivalstva v razvitem svetu. Tam se, oziroma tukaj pri nas se je končal že nekje na začetku druge polovice 20. stoletja. V drugih delih sveta pa še poteka. Z enim stavkom je ta prehod od visokih stopenj rodnosti in smrtnosti na nizke stopnje. In s tem posledično tudi na vpliv na rast prebivalstva. No in najhitreje narašča prebivalstvo takrat, kadar poteka ta prehod. No in zdaj je vse več delov tudi v nerazvitem svetu, kjer se ta prehod končuje in rasti praktično ne bo več. Ostala je praktično še Afrika, kjer pa bo še v prihodnjih desetletjih prišlo do več kot podvojitve prebivalstva dokaj hitro, tako da mislim, na to moramo biti tudi v Evropi pripravljeni, ker že sedaj veliko Afričanov prihaja k nam v Evropo. Medtem ko v razvitem delu sveta se pa srečujemo v bistvu zdaj že v obdobju po demografskem prehodu z drugo težavo, to pa je, da
je premalo rojstev, ne? In dejansko ni zagotovljeno dolgoročno obnavljanje prebivalstva. No, vsem tem tudi konkretneje bomo vstopali kasneje še v pogovoru, pa bi še vas, doktor Osredkar, vprašala, premalo rojstev, vedno se ukvarjate s tem vprašanjem, demografskimi vprašanji, pripravljate konference. Zakaj je tako pomembno se spodbujati pravzaprav? Po eni strani gre za vprašanje preživetja človeštva, po drugi strani je pa za vprašanje vrednot. Namreč življenje, ki je bilo kot prva vrednota, saj v krščanski zahodni družbi, je danes izgubilo pomen oziroma ni več prva vrednota. Po eni strani se to vidi pri rojstvih, po drugi strani pa tudi poglejte, prihajajo zakoni o evtanaziji, prihajajo novi zakoni o družinah oziroma tukaj gre za vprašanje vrednot, da se bo način življenja, kultura ne samo v zahodni družbi, ampak ker je danes svet globaliziran, dejansko na svetu spremenila in vse to vodi v neko veliko krizo človeštva, če ne rečem tudi v nevarnost izginotja. Jaz sem prepričan, kot številke kažejo, ta krivulja, ki je zaenkrat, ki še narašča, namreč koliko je prebivalcev na svetu, ni važno, kdaj se bo, ali čez 10 let, ali 20, ali 30 let, ampak se bo obrnila zato, ker samo še en kontinent vzdržuje, ali pa bi rekel presega koeficient 2,1, da lahko računamo, da bodo tudi od tam iz Afrike prihajali ljudje v Evropo, v Ameriko, ampak tudi tam se bo končalo, ker tudi tam, čeprav je še koeficient velik, približno 4 ali nekaj čez 4, se manjša koeficient rojstev. In to je problem. Jaz vidim tukaj tudi predvsem spravi dvojni problem, vprašanje preživetja človeštva in vprašanje vrednot, ki lahko popolnoma spremenijo način življenja in tudi kulturo. Ja, doktor Gams, kakšna ideologija pa je v ozadju trditev, da je na Zemlji preveč ljudi? Je po vašem mnenju, gre bolj to za okoljske aktiviste, mogoče tudi za evgenike, za koga drugega? Mislim, da ne gre v tolikšni meri za okoljske aktiviste. Gre za dve ideologiji, kot sem že prej omenil, oziroma dva pristopa k razvoju človeštva, k razvoju človeške civilizacije. Recimo ena je Muskova, druga je Soroševa, kakorkoli jih imenujemo. Ena meni, kot že rečeno, da je ključen razvoj človeštva, napredek, tehnologija, da moramo vse sile postaviti v to, da gremo na planete, da gremo v razvoj, v rakete, v nove storitve. Druga pa meni, da moramo najprej stvari urediti na Zemlji, se pravi, treba je staviti rast rodnosti, treba je nekako urediti razmerje, da bojo vsi, recimo, pretiravam, enako bogati, da bodo vsi lepo živeli, kar se lepo sliši, ampak ko v naših znanstvenih študijah, recimo jaz sem znanstvenik, ne delam znanstvene študije, analize, Elon Musk pa to predvsem bere, sicer ogromno, ampak on to po svoji pameti pride do enakih zaključkov. Se pravi, po naših študijah je ena pot tista, ki vodi k napredku človeštva in druga pot, ki pa vodi verjetno v uničenje človeštva. Se pravi, ne bi hotel reči, da je nekaj grozljivega narobe z ono to drugo, ampak naše analize kažejo oboje. Ne? Se pravi, z majhno rodnostjo prije do nazadovanja malih in potem izumiranja malih narodov najprej in potem prije do nazadovanja celih civilizacij, kot je evropska in zahodna civilizacija. In značilno je, ne, da takrat, ko prihaja do tega nazadovanja, prihaja do neke destrukcije v miselnosti. In ta samodestrukcija je v Evropi zelo očitna. To se je zdaj spremenilo v Ameriki, kjer sta bila spet dva spopada med dvema pogledoma in ljudje so večinsko bili proti temu woke culture, pa temi stvari, o katerimi se tukaj pogovarjamo, o sistemu vrednot, ne. In ni bilo tako, kot so napovedovali, da bo nejasno, kdo bo zmagal, ampak so se ljudje v Ameriki jasno izrazili, da je ena izmed teh stvari, seveda, enkrat zmaga, enkrat drugič druga politika, ampak strokovne analize pa neodvisno od politike kažejo eno in isto. Ena pot je dobra, druga pot je slaba.
Ja, v Ameriki, kot ste omenili, ni šlo verjetno toliko za same osebnosti predsedniške, ampak prav ta upor proti tej prebojenski ideologiji. Ja, to je bila ena izmed 3 glavnih stvari, se pravi odpor proti woke oziroma prebojenski tehnologiji, potem imigracije, ki so tudi del demografije in pa te prebojenske ideologije, ki v bistvu nekako vse škodijo domorodni populaciji. Torej, ker gledate, ta 2 ukrepa sta škodljiva za ljudi, ker zgubijo nekak smisel, kaj je treba, kako je treba živeti, kako je treba delati, koliko otrok je treba imeti, to je vse povezano. No, ta tretji faktor je bila pa ekonomija. Zgleda, da so bili ti 3 odločilni v ameriških volitvah. Pa če se zdaj mogoče osredotočimo na Evropo. Doktor Malačič, kako je stopnjo rodnosti po Evropi, kje je najmanjša, kje je največja? Ja, Evropa je v teh procesih, o katerih sem tudi prej govoril, zmeraj prednjačila. Demografski prehod se je začel v Evropi in potem se je širil na druge kontinente in zdaj vidimo, da prihaja tudi tja, kjer ni bilo pričakovati. Zdaj, hkrati smo pa mi že globoko v obdobju po demografskem prehodu. Mi govorimo o modernem režimu prebivalstva z nizko rodnostjo in nizko smrtnostjo. No in tukaj je prišlo res do veliko sprememb. Nekateri kolegi govorijo celo o drugem demografskem prehodu. To pomeni, oziroma oni mislijo s tem na prehod na stopnje rodnosti, ki so daleč pod ravnjo enostavnega obnavljanja prebivalstva. Recimo pri nas v Sloveniji in tudi nekje v povprečju v Evropi rodnost zagotavlja samo še tam okoli 70% tiste ravni, ki bi bila potrebna za enostavno obnavljanje prebivalstva. To pomeni, če bi na daljši rok hotela recimo Evropska unija ohranjati 450 milijonov prebivalstva, bi morala biti, če predpostavimo, da ni migracij, bi morala biti rodnost za toliko večja. Če z indeksom gledamo ne 70, ampak 100. Zdaj, če po državah po Evropi pogledamo, seveda prehod oziroma nizka rodnost je najprej se pojavila tam, kjer se prehod najprej končal, se pravi v zahodni in deloma severni Evropi. Ostale dele je ta proces zajel nekoliko kasneje. No, ampak če zadnja desetletja pogledamo, potem lahko rečemo, da je nekaj držav izstopalo po dobrih demografskih razmerah. Tu je največkrat omenjana Skandinavija, potem Francija, ki praktično zdaj že več kot 100 let vodi pronatalistično, tudi družinam prijazno in rodnosti prijazno politiko. Po drugi strani pa so potem južnoevropske države ali pa konec koncev še posebej vzhodnoevropske, nekdanje socialistične države, kjer ni prišlo samo do hitrega zmanjševanja rodnosti, ampak tudi do tega, da ko se je ta del Evrope odprl tam v 90-ih letih, je doživel izredno emigracijo. Tako da nekatere države, recimo Bolgarija, ki je imela, kot samo primer, ki je imela blizu 10 milijonov ljudi, ima danes okrog 7 milijonov. Madžarska je izgubila 1 milijon ljudi. Da ne govorimo o nekaterih drugih. Vojni prizadeta Ukrajina je še posebej imela čez 50 milijonov v prejšnjih v mejah, kot se je začelo. Zdaj je verjetno po 40. Tako da ni samo nizka rodnost, ampak so tudi migracije. Zdaj, kar se migracij tiče, jaz moram reči, da se tukaj pogosto zelo politizira. Razviti svet ne bo mogel
brez migracij. Ne bo mogel ohranjati kolikor toliko vzdržne demografske razmere brez migracij, ampak te migracije morajo biti legalne. Največji problem so ilegalne migracije in te politiki največkrat izrabljajo za svoje politične namene, kar seveda ni dobro, ne? Mislim, hkrati pa nam praksa kaže, čeprav se veliko govori in poskuša, da se, veste, ilegalne migracije ne potekajo kar tako nekje same od sebe, ampak to kriminalne družbe organizirajo, tu se vrti ogromno denarja, tudi veliko ljudi umira pri tem in očitno politika ni sposobna na primeren način, kot je moderno reči, menedžirati teh procesov. Ja. Mogoče še vajen pogled na stanje v Evropi, potem bomo šli malo bolj v detajle, ampak tako, če se pogledam, če se ozremo nasploh na Evropo zadnjih, 50 leti. No, ni se treba zadnjih 50 leti, mislim, da je dovolj, da zadnja leta pogledamo, oziroma da se soočimo s situacijo. Kolega Janez je ravnokar omenil nekaj držav. Jaz, ko sem šel gledat prav podatke za leto 22-23, sem videl, da dejansko naprimer Turčija, čeprav ni popolnoma evropska država, ampak da ima še najboljši koeficient, oziroma da je edina na tem področju, ki lahko ohranja na nek način svojo rodnostjo populacijo. Drugače je pa kar nekaj držav, kjer se zaradi političnih ukrepov stanje nekoliko zboljšuje. Omenuje Francijo, primer je tudi Madžarska, kjer se nekoliko zboljšuje, ampak še zdaleč ne toliko, kolikor bi bilo potrebno. Predvsem pa je tukaj tudi države, ki so nastale na ozemlju bivše Jugoslavije, poglejte, razen Slovenije in Črne gore imajo grozovit manko, oziroma zaradi majhne rodnosti in zaradi migracij izgubljajo 1,5 milijona, 800 tisoč v zadnjih 5 letih. Ne govorim tukaj o 50 letih, ampak v zadnjih 5 letih, ko dejansko vidimo, kam vodi, ali pa bi rekel, kako se demografska situacija spreminja. Verjetno tudi zaradi življenjskih razmer, ki so nevzdržne. Vedno je demogracija ali pa migracije so vedno pogojene življenjskimi razmerami. Še vaš pogled, dr. Gams. To, kar je bilo omenjeno glede migracij, se samo vprašate, če nekdo pride nelegalno čez mejo, pa reče, hočem azil, dobijo vsi zatočišče. To zatočišče stane čez 1000, med 1000 in 2000 evri na mesec in se vprašate, in hkrati se potem govori, da je to nek ekonomski profit, ko pa po strokovnih analizah vidiš, da je, se pravi, če imaš dovolj veliko lastno rodnost, se pravi primerno število otrok, je to bistveno ugodneje po celi kupici parametrov. Se pravi, ko uvažaš, če lahko tako rečemo, zlasti nezakonite migrante, te to stane, domorodno prebivalstvo je na slabšem, skratka cela vrsta minusov je in potem se človek vpraša, zakaj pa to delajo? Se pravi, očitno se to sistematično dela. Ampak kdo to dela sistematično in zakaj? In če pogledate politiko, evropsko, slovensko, vidite, da nekatere ideologije politike to na vso moč podpira. To je najbolj važna stvar. Se pravi, ni važno, kako dobro ljudje živijo, važno je, da poskrbimo za druge. Ne? In morda bi kdo imel občutek, da to delajo iz neke prijaznosti do ljudi, potem pa vidite, da do domačih ljudi pa sploh niso prijazni. Se pravi, tako kot je že bila omenjena evtanazija ali pa druge, se pravi, domači ljudje so nekako manj vredni v primerjavi s tistimi, ki prihajajo zunaj. Očitno je tle v zadnji neka močna ideologija, ki pa je zopet po naših analizah in težko je točno razložiti, zakaj se dogaja, vidimo pa, da je slaba in neproduktivna in bi jo bilo treba pač spremeniti. Lahko jaz nekaj kljub vsemu na to rečem.
Jaz nisem zagovornik teorij zarote. Ne? Pri migracijah moramo vedeti, da so, če v normalnih razmerah, če ni vojn, če ni prisile, takrat so predvsem ekonomsko pogojene. Ne? In že stari Rimljani so vedeli, in eden od njihovih rekov pravi, da kjer je dobro, tam je domovina. Ne? In ljudje gredo tja, kjer je dobro. In tako da konec koncev, če bi pogledali velike emigracije iz Evrope v Severno Ameriko ali pa še kam, tudi tam so bili glavni ekonomski dejavniki. Zdaj so se stvari nekoliko spremenile. Slovenci smo mimogrede bili med evropskimi regijami, takrat nismo imeli države, najbolj prizadeti zaradi emigracij. Spadamo med nekaj držav v Evropi, ki so imele največje emigracije konec 19. in začetku 20. stoletja. Tako da mi ne bi smeli še posebej zaradi tega razloga biti ne vem kako zelo nastrojeni proti migracijam. Je pa res, da je tudi zelo veliko negativnih družbenih pojavov pri tem in kot rečeno, tako na mednarodni ravni Evropske unije in na državni ravni se treba dogovoriti za take politike menedžmenta migracij, da bo to v interesu vseh. Ne? Zdaj, kar pa se Turčije tiče, ko je bila prej omenjena, Turčija je, kako bi rekel, malo zapoznela v demografskem prehodu in to se pri njih še pozna. Veste, demografski procesi včasih z odlogom pokažejo določene rezultate. Ne? In mi vemo, da ko rodnost pade, recimo na raven ali pa malo pod raven enostavnega obnavljanja, da prebivalstvo potem še dolgo raste zaradi strukturnih vplivov starostnih razredov, ki so obsežni. Ne? Pri njih so še zmeraj velike generacije, ki sedaj rojevajo. Ne? Čeprav je rodnost na posamezno žensko že precej padla, ampak tisto število te velike generacije pa vpliva na to, da se rodi veliko otrok in posledično tudi prebivalstvo narašča. Ne? Tako da zdaj brez dvoma, mislim, o tem se pa vsi demografi strinjamo, da se bo demografski prehod končal povsod po svetu, tudi v Afriki. No, pri tem številu je treba upoštevati tudi čedalje boljšo medicinsko oskrbo oziroma zdravstvo napreduje in zato je življenjska doba kar precej daljša in ko pravimo, kako demografska krivulja še vedno raste, čeprav se je koeficient rodnosti že ustavil ali pa se manjša, ne, je ravno zaradi tega, ampak s tem se pa obrne demografska piramida in pride do ekonomskega problema vzdrževanja starejših populacij. No, katera pa je tista stopnja rodnosti, ko še lahko govorimo, da je povratek ali pa da ni več povratka nazaj, torej da naroda ni mogoče obnoviti. In recimo, kako potem to, če si predstavljamo, včasih so, ne vem, kakšni takšni grozeči članki, češ narod se bo izbrisal, ne vem, v koliko letih, desetletjih se potem to zgodi, se ta krivulja obrne in lahko narod tudi izgine. Kako to poteka? Ja, osnovna logika je zelo preprosta. Glede, na leto imamo približno 10 000 otrok premalo, še kar lepo število tisoč, če gre v tujino. Ta manko se nadoknadi, se pravi 10 do 15 tisoč ljudi pride iz tujine nazaj notri v Slovenijo in nas je okrog 2 milijona. Koliko let po 10 tisoč rabite, da boste celotno populacijo zamenjali? Se pravi 2 milijona deljeno z 10 tisoč je 200 let. Se pravi, tak čist preprost izračun, preprosta ocena nam pokaže naprej. Ne? In zakaj ljudje tega ne vejo? Zato, ker dostikrat smo tako kot žaba v loncu, ki se počasi segreva in ne opazimo, da smo že čez zdravo mejo.
In ne gre pa za to, da do konca izumreš. Ta obrat, ne, se pravi, ko postaneš manjšinski del, ko tvoja kultura začne propadati, ko se dogajajo vse mogoče čudne stvari, to se dogaja zdaj v celi Evropi in večina strokovnjakov to mirno pove. In prej je kolega profesor Malačič omenil, da ne verjame v teorijo zarod, sveda, jaz tudi ne verjamem v teorijo zarod, ampak poglejte, vse strokovnjaki, ki so na to opozarjali, ali v Sloveniji, ali v Franciji, so napadali po medijih, tako kot so tudi mene, so mi grozili, so me hoteli me vršiti službe in tako naprej. Zakaj? Zato, ker smo povedali resnico, ker smo ugotovili take preproste stvari, kot sem zdaj povedal. Seveda smo uporabljali tudi bistveno bolj zapletene modele, ampak v glavnem vsi potrjujejo isto. Se pravi, če bomo s to stvarjo nadaljevali, bomo uničili Slovenijo in Evropo v smislu najbolj napredne, kulturne, pozitivne civilizacije v svetu. Lahko jaz nekaj dodam. Jaz moram reči, da jaz ne delim te velike zaskrbljenosti. Jaz imam tukaj podatke za Slovenijo, projekcije do leta 2050 in sedanje število prebivalstva Slovenije je nekaj čez okrog 2 milijona 150 tisoč. In projekcija do sredine tega stoletja kaže okrog, da bi naj bilo takrat 2 milijona, morda nekaj čez 2 milijona ljudi, ki bi živeli v Sloveniji. No in treba je reči, da v demografiji velja, da so projekcije zanesljive tam 20 do 25 let naprej, kar je pa več, pa postanejo zelo nezanesljive. Zanesljive so zato, ker vsi tisti, ki bodo živeli čez 30-25 let, so že rojeni, ne? Tako da so že tukaj. Ne? Se pravi, da tiste spremembe vplivajo samo na to, bo malo več ali pa malo manj ljudi. Moram tudi reči, da zadnje čase v demografiji sploh v razvitih državah začenja prevladovati mnenje, da bo prebivalstvo padalo, ne samo po izbranih državah, ampak v Evropi kot celoti ali pa v razvitem svetu, in da se države morajo temu prilagoditi. No, ampak zdaj, ker ni mogoče natančno vedeti, kaj se bo zgodilo, se delajo različni scenariji. Tako, to je eden od načinov, kako poskušamo ugotoviti, kaj se bo dogajalo v prihodnje. In recimo za prebivalstvo sveta kot celote se napoveduje, da bi oziroma po enem od teh ali pa po teh nekaterih scenarijih, da bi se naj od sedanjih nekaj več kot 8 milijard, zdaj še nekaj časa prebivalstvo sveta povečevalo, naj bi prišlo tam na 10 do 11 milijard, potem pa zaradi končanega demografskega prehoda, nizke rodnosti, bi se začelo zmanjševati in seveda ni vseeno, kako daleč se bo zmanjšalo, ampak zdaj se govori o dokaj velikem razponu, recimo čez 100 do 150 let bi naj nekje mogoče od 2-3 do okrog 6-7 milijard, skratka v tem razponu bi naj bilo to število, ampak tudi preteklost nam kaže, da enostavno je bolj natančno to nemogoče danes napovedati. Bi samo dodal tole glede Slovenije. Jaz se popolnoma strinjam tukaj s kolegom Gamsom, ki pravi, da obstaja svetovna situacija, potem pa situacija posameznih narodov, predvsem majhnih narodov. Mi, na primer Slovenija, ali pa Slovenci smo mali narod in mi smo na nek način srečni, ali pa bi rekel, imamo srečo, ker smo na tem področju, bi rekel, recimo na področju držav bivše Jugoslavije, najbolj ekonomsko razviti, najbolj na nek način najvišja kvaliteta življenja in zato
je k nam se priselilo in se število ohranja oziroma nekoliko povečuje število prebivalstva v Sloveniji ravno zaradi migracij iz Hrvaške, Bosne, Srbije, Kosova, Makedonije, ampak ta bazen se je izpraznil. Ne? In če ste bili pozorni, profesor Malačič pravi, ne, ljudje, ki živijo na tem ozemlju, ali pa ljudi, ki živijo na tem ozemlju, čustveno človeka, kar malo lahko tukaj se dotakne in reče, aha, to se pravi, tisti štos, ki smo ga kot otroci govorili, kaj bo zadnji Slovenc rekel, nema nas više, ne. Tukaj dejansko človeka kar malo stisne, ne. Ja, ljudi bo živeli na tem področju, recimo, še kar nekaj časa in da so veliki večji nevarnosti drugi majhni narodi, kakor pa Slovenci. Ampak, kot pravim, ta bazen se je izpraznil in zato danes iščejo, naprimer, sedanja vlada slovenska se interesira, da bi tudi z Filipinov oziroma iz oddaljenih dežel prišli, tako kot na Hrvaško, ker imajo tudi že 100 ali 200 tisoč migrantov, ki so jih povabili dejansko, da delajo, ne, ker lejte, pri nas tudi imamo določene poklice, kjer je nemogoče dobiti, Avstrijci objavljajo pri nas na jumbo plakatih, pridite vodovodari, pridite zidari, pridite tehniki, pa ni, ne, in zato se uvaža zdaj iz Filipinov ali iz daljnih dežel, ampak kot vidimo, trend se lahko tudi tam bazen sprazni, ne? In potem pa bo prišel ta scenarij, kaj bo, ne? Ko enostavno bo premalo ljudi. Koliko pa je v povprečju stopnja rodnosti na žensko v Sloveniji? V Sloveniji je spet, da gledate samo Slovence, ali gledate celotno Slovenijo, ampak tam okrog 1,6, kar je še vedno precej več, kot je recimo v Italiji ali pa recimo v Južni Koreji, kjer je stopnja tam okrog 1 že, ne? In je to tista destrukcija, o kateri govori Musk. Se pravi, ko v teh najbolj razvitih predelih sveta imaš enostavno premalo domačih otrok, imaš premalo zagona, premalo energije, in to ne more voditi trgam kot nazadovanje. Ampak tle imamo seveda različna mnenja, se spoštujemo, izmenjujemo poglede. Mislim, da v ozadju je zelo močna propaganda, ki pravi vsem ženskam, ne imeti otrok, ukvarjajte se z vsem čem drugim, cel dan delajte, ne smete biti doma v družini, ker je to brez veze, avto je več vreden kot otrok in tako naprej. In ko so merili te učinke, te propagande, ki se dogaja, so ugotovili, da seveda, ko ženske ugotovijo, zakaj pa ne bi jaz žurala, zakaj ne bi se bila lepo oblečena, se vozila z lepimi avti, imela lepo kariero, ali pa bi imela otroke in bi bila doma, so uspeli pač predvsem ženske prepričati, da je to ta prava pot. In to je, če lahko nadaljujem, prosim, zdaj se je debata že razživela, ne? In seveda je vprašanje, kot smo že prej rekli, kdo pa to forsira. In tle sta dve možnosti, ali je to emergentno, nekako prihaja samo od sebe, ker vsi sesalci imajo to lastnost, ko jih je preveč, nekako se začnejo drugače obnašati. Ampak če damo vse prebivalce sveta v Slovenijo, pride eden na 2,5 kvadratnega metra. To je približno to, kot nas je zdale za mizo, in to nekako ni nič posebnega, ne? Se pravi, vse analize kažejo, da ni problem v tem, da nas je na svetu preveč, problemi so drugi, kako delamo z okoljem in tako dalje, ne? Ampak zakaj pa ta negativna ideologija prihaja od strani nekaterih elit? Zato, ker oni skrbijo za planet in človeštvo in hočejo, v njihovem je to nujno in dobro, da stavijo preveliko rodnost. Nadzor. Tako, ne? Ampak če pogledate recimo Kalifornijo, ki je tipičen primer takega ekstremnega prebojenskega pristopa, tam vidite, da ne morejo mladi dobiti do 21 leta, ne morejo kupiti alkohola v trgovini, lahko pa spremenijo spol brez privoljenja staršev. Se pravi, to je očitno, gre za neko prostovoljno sterilizacijo, in če pogledate vse ukrepe, zakaj je vse drugo bolje kot pa družina? Ker imate moškega, žensko, otroka. Skratka, vse drugo je bolje, je treba propagirati, so zatirani in jim je treba pomagati in morajo učiti v šolah, da je tako, ne? Zato, ker vse tiste druge družine imajo 2 do 3-krat nižjo rodnost. Ampak, ko pa začnete to propagirati v Sloveniji, pa v drugih evropskih državah, ki so že tako na poti v propad, ne,
pa dejansko delate ekstremno škodo v smislu gospodarstva, kvalitete življenja in po smislu seveda eksterminacije malih narodov. Lahko jaz na to reagiram. Mislim, dejansko je to pretiravanje. Gotovo so ideološki dejavniki in ideološki boj prisotni v svetu. To ni nič novega. Ne? Mislim, od Malthusa naprej se je v strokah zelo veliko govorili o prenaseljenosti na eni strani in premalo ljudeh na drugi. Ne? Tudi na svetovnih prebivalstvenih konferencah v drugi polovici 20. stoletja je bilo veliko ideoloških spopadov. Bivši komunistični svet je zagovarjal, da je svet neomejenih možnosti, druga skrajnost je trdila, da nekaj nasprotnega. Ampak jaz moram zagovarjati demografsko znanost in mi ne smemo pozabiti, da je veliko stvari raziskala in veliko stvari ve in veliko tega ne podpira tega, kar je Matjaž ravnokar govoril. V ozadju so določene zakonitosti in, kot že rečeno, demografski prehod je tak splošen okvir. Tle ni bilo nobenih teorij zarote in podobnega. Šlo je enostavno za to, da se je svet tako spremenil, tudi ekonomske aktivnosti so se spremenile, ženske so se vključile na trg dela in ekonomska teorija pravi, da ljudje vlagajo več v kakovost svojih potomcev, kot pa v količino. Ne? In o tem bi lahko zelo veliko govorili. Ampak tudi tam, kjer je zelo rodnost padla, je zelo veliko ekonomskih dejavnikov, ne teh ideoloških, ki silijo. Mladi težko pridejo do stanovanj, do stabilne zaposlitve. Ljudje rabijo varnost, če hočejo večje število otrok. Sama ekonomija moderne družbe pa gre v smer, ko je vse manj te varnosti. Spremembe so preveč hitre. Celo vse več je, Angleži pravijo, gig worker, teh začasnih del. Ne? Gig pomeni samokolnica, ko v starem delu delja od nekdaj ljudje s samokolnico prevažajo tovore in ti tovori prihajajo priložnostno. Če gledate danes po Evropi, platformski kapitalizem, se dogaja podobno. Ne? In to so vse spremembe, ki se jim mladi morajo prilagoditi in enostavno, kot že rečeno, na osnovi ekonomskih in tudi nekaterih drugih sprememb se potem tako odločajo. Jaz bi rad samo še nekaj povedal. Jaz se celo mojo strokovno kariero zavzemam za to, da bi rodnost v Sloveniji ne se samo povečala, ampak tudi zagotovila tako raven, da bi zagotavljala, kolikor je mogoče, dolgoročno nemoteno obnavljanje prebivalstva. Ampak mislim, kljub temu lahko ugotovim, da ni bilo kaj preveč uspešno to moje zavzemanje. No, ko vaju poslušam ali pa vas poslušam, se mi zdi, da čeprav pravite, da ste si nasprotujoči, da pravzaprav gre za stvari, ki se ne izključujejo popolnoma. So različni vidiki, različni poudarki. Mogoče dr. Mario Sredkar, kako vi gledate na vse to? Predvsem na ta ideološki vpliv in pa obenem ekonomske spremembe. Glejte, tukaj sploh ni, meni osebno se zdi, da ni pomembno vprašanje, ali so tukaj neke teorije zarote, ali to nekdo vodi, usmerja, ali se to samo od sebe spreminja.
nekaj so dejstva. Nekaj so dejstva oziroma važna so dejstva, da dejansko na tem področju je prišlo do velikih sprememb. In vidimo tudi v naši okolici. Mladi se odločajo za življenje brez otrok, kvečemo enega otroka sprejmejo. Če sta dva otroka, je to že zdaj skoraj redkost, ne bom rekel redkostno, ampak so že začudeni kolegi, ko rečejo, drugega otroka bomo sprejeli. In jaz tukaj ponavljam, gre za vprašanje vrednot, spremembe vrednot. In izpostavil bi še nekaj, o čemer nismo danes še govorili, naprimer Kitajska. Kitajska, vemo, da je politika želela usmerjati nataliteto in je pripeljala do tega, da se je nataliteta tako znižala na Kitajskem, da se v zadnjih letih za 1 milijon, za 2,5 milijona, da se na leto zmanjša število prebivalcev. Hočem reči, politika tukaj ne more, tudi če stimulacije, sem rekel, da na Madžarskem ali v Franciji, da so finančne stimulacije, ekonomske ugodnosti, bodisi na davčnem področju, bodisi čisto finančne ugodnosti, ne morejo toliko vplivati na vrednote, kakor lahko jaz tukaj vidim poslanstvo ne samo cerkve, katoliške cerkve ali krščanstva, ampak vidim poslanstvo dejansko vseh religij in duhovnih gibanj, ki zagovarjajo življenje kot vrednoto, ki zagovarjajo družino kot vrednoto. Da tukaj jaz vidim edino rešitev, čeprav na žalost tudi vidimo, da tudi katoliška mladina se ne odloča, ali pa bi rekel katoliški zakonci ali pa mladi, ki začenjajo skupno življenje, se žal ne odločajo za večje število otrok. So izjeme, ampak nekoliko smo razočarani. Ampak vidim, da je tukaj poslanstvo ali možnost dejansko na tem duhovnem področju ali na verskem področju, da spodbujamo ali da ohranjamo vrednote, tradicionalne krščanske vrednote, ki lahko pripeljajo do tega, da se bodo mladi sami odločili oziroma sprejeli življenje. Poglejte, zdaj smo slišali, da ne vpliva toliko država ali pa politika, pa vendarle, ne vem, doktor Gams, se vam zdi, da bi lahko država kaj naredila? Na Madžarskem so bili neki premiki, vsaj vidni so na tem področju. Ja, če pogledate, kaj dela politika, tista politika, ki zagovarja družino, večjo rodnost, kot so recimo na Poljskem pa Madžarskem, je pod kritiko celotne Evrope. Recimo, jaz se pogovarjam z mojimi najboljšimi prijatelji, ki reče, Poljaki so pa res grozni, kako morajo oni, ne vem kaj, tako ena drugo početa, Ampak ugotovite, da nekako spet smo pri teorijah zarote, Ampak to je, rekel, čisto enostavno, če pogledaš, kaj se dogaja v svetu, imaš odprte oči, vidiš, da to ni teorija zarote, ampak da je to dejansko tako. In znanost temelji na tem, da imaš polno hipotez, kot neka detektivka, in potem med temi teorijami skušaš ugotoviti, katera je najbolj podprta. V zvezi s tem bi povabil tudi na prispevke. Vsako leto mi trije smo en izmed glavnih pri organizaciji konference Informacijska družba in tam te teorije predstavimo. Ključno je, da nismo enako misleči, da imaš take leve, desne, zgornje, spodnje poglede in med temi potem poskušaš ugotoviti, kaj najbolj drži in kaj ne. Te teorije, ki jih zagovarjam, seveda niso samo moje osebne, ampak so recimo tudi strašno skladne z Elonom Muskom, pa tudi z drugimi strokovnjaki po Evropi in pa po svetu. Res pa je, da je tisto, kar vpliva na ljudi, je enostavno, čemer smo že prej govorili, neka miselnost, neka slučajna ali pa namerna propaganda. Jaz mislim, da je celo bolj verjetno, da je vsaj delno namerna. In ta propaganda uspe prepričati ljudi, kako recimo prepričati enega človeka, da bo spremenil spol. Po moje to ni tako enostavno, ampak vendar jim uspeva. Če pogledate, koliko ljudi v Ameriki je spremenilo spol. Ali pa če vam, kako lahko recimo v nekaterih ameriških državah lahko narediš splav praktično kadarkoli. Ne samo do umitvijo do nekega meseca. Se pravi, kako je
kako se lahko take stvari dogajajo, pri čemer veste recimo, da od nekega meseca naprej začne srce utripati, začne se premikanje. 5. teden. Ja, in tako naprej, ne. In je to težko pojasniti na nek normalen način, ne, za neko, če imaš minimalen odnos do življenja, kako boš lahko 8-mesečnega nedonošenčka recimo se ga znebil, ne. To so stvari, ki so normalnemu človeku z normalnimi vrednotami nesprejemljive. Te nemogoče govori, da take stvari lahko delaš, zato ker imaš drugačno miselnost. Pač nekaj je humano, nekaj je pa totalno nehumano. In to, da se gre sedaj v smeri, ko se podpira miselnost, ki ima za posledico izumrtje malih narodov, slovenskega, hrvaškega, Hrvatov je 600 000 manj. Se tudi Slovencev je toliko manj, sam tega ne vidimo, ker je toliko tucev notri prišlo, ne. Se pravi, to se dogaja in potem se vprašate, kaj pa ljudje, te, ključni mislici v svetu, ne, tiste ključne elite mislijo in ugotovite recimo, da se Bill Gates tega zaveda, tudi tako, kot tudi sami objavljamo, jaz vam 170 objav recimo v revijah, tudi najboljših po svetu, sicer bolj s področja umetne inteligence, ampak v teh objavah vidite, da jih to rahlo skrbi, ampak da to ni ključno. Oni se želijo rešiti celotno človeštvo in menijo, da je ta prava pot, da se še naprej forsira te druge miselnosti, da se še naprej vrši reklama, s katero se zmanjšuje rodnost, pa ne glede na potem te strašne posledice. Poglejte, še en primer, ne? Še en primer. Rodnost strašno pada tudi v smislu zdrave rodnosti, zdravih otrok. Koliko ljudi v Sloveniji trpi, žensk in moških, zaradi tega, ker ne morejo normalno imeti otroka zanositi, ne? In to je posledica tega, da se premalo denarja vlaga v raziskave, kaj se pravzaprav dogaja, ker pri mladih moških je količina semenčic spadla v 50 letih za polovico. In človek bi rekel, zakaj pa pri čebelah bijemo plat zvona, kar je tudi prav, tudi to se strinjam, je treba raziskati. Pri ljudeh je pa to nič hudega, ni treba to posebej raziskovati, ne. Se pravi, vidite, da se v svetu dogaja nekaj čudnega in naloga znanstvenikov, tudi mene, je, da te stvari razkrinkamo v smislu cesarjevega oblačila in rečemo bobu bob. Lahko jaz na temo prebivalstvene politike nekaj rečem. Glejte, v zadnjih desetletjih, tam od 80-ih naprej, so mladi povsod po Evropi zelo premaknili starost, v kateri rojevajo otroke, ne. Mislim, tu je dejansko prišlo do velike spremembe. V moji generaciji je bila najvišja rodnost v starosti od 20 do 24 let, sedaj je okrog 30 let ali pa malo čez. In dejansko se je ta premik sedaj končal, ne. Mislim, to obdobje, ki je minilo, je bilo dovolj, da je sedaj novo normalno rojevati okrog 30 let, ne. In kaj se je zgodilo zaradi tega? Zaradi tega se je zelo zožilo število let, ki jih imajo mladi na voljo, da rojevajo otroke, ne. In zdaj hkrati vemo, da... Pa tudi rodnost upada po 30. letu, sama po sebi. Dobro, zdaj, če ne gremo v te biološke, tudi to je pomembno, gotovo, mislim, po 40. še posebej, ne. Ampak v bistvu gre za neko ozko, majhno okno priložnosti, hkrati pa zelo velika pričakovanja in mnogi mladi recimo nimajo partnerjev ali pa nimajo takih razmer, kot bi si jih želeli in se zaradi tega odločajo ali pa, mislim, objektivno prihaja, da imajo manj otrok. In zdaj se postavi vprašanje, kaj lahko naredi prebivalstvena politika. In dejansko mi v razvitem svetu nimamo dolgoročno učinkovite prebivalstvene politike. Nobenega primera ni. Celo Francija je v zadnjih letih se jim je znižala rodnost na približno toliko kot v ostali Evropi. Hkrati vemo, da včasih je bilo tako, ne, da revno prebivalstvo je rojevalo mnogo več otrok, ali pa precej več kot pa bogati, ampak
kasneje je prišlo do tega, da se je oblikovala neka ukrivulja, ne? Da so dobro izobraženi, dobro situirani, rojevali večje število otrok. No in tukaj je bila recimo Madžarska omenjena. Mi lahko gremo v socialistično obdobje, v drugo polovico 20. stoletja, kjer so tudi te vzhodne evropske države, vključno s Poljsko in Madžarsko, poskušale z določenimi ukrepi povečati rodnost. Kaj so naredile? Približno 5, 6, 7 let je bil nek učinek, potem je pa popolnoma izginil. Ljudje namreč lahko tudi sprejemajo odločitve, kdaj bodo rojevali otroke. Ne? In če so neke stimulacije z države, bo to nek kratkoročni učinek povzročilo. In res nimamo primera. Še najboljši primer je verjetno Skandinavija. Po drugi strani pa vidimo, da učinkovita oziroma da daje rezultat, neke vrste prisila. Recimo znan je primer iz Ceausescove Romunije, ko je država prepovedala čez noč splave in se je število živorojenih v enem letu povečalo. Ampak potem so se kasneje ljudje spet prilagodili, pa ne zaradi nekih ne vem kakšnih ideoloških vplivov, ampak enostavnih ekonomskih okoliščin in so se spet nadaljevali trendi kot v preteklosti. Zdaj, kitajska politika enega otroka je bila učinkovita, zdaj, koliko je bila smiselna in nujna, je v stroki različno ocenjeno. No, ampak trajala je do 2016. leta. Takrat je komunistična partija spremenila politiko, dovolila 2 otroka. Od 21. 22. leta, se pravi, v bistvu praktično v 6 letih so prišli na to, da pa stimulirajo zdaj 3 otroke. In dejansko kaj se bo zgodilo na Kitajskem na tem področju, je še prezgodaj reči, ampak dejansko kitajska država, ki je v preteklosti vse sile usmerila v to, da je omejevala rodnost, tudi velike socialne pritiske in podobno, sedaj to preusmerja v to, da bo vse sile usmerila v to, da bodo ljudje oziroma da bodo ženske imele 2-3 otroke. A bo to uspešno ali ne, je težko reči, ampak če vi ne greste v te dokaj prisilne ukrepe, nam dosedanji pregled stanja kaže, da nekih dolgoročnih rezultatov praktično ni bilo. Ja, ampak vendarle, če se ozremo v prihodnost, kot kaže, projekcije so, lahko bi rekli, kar malo pesimistične, kakor ste vsi nekako nakazali. Zakaj po vašem mnenju, zdaj lahko rečemo, razlogi so različni, ampak zakaj se mladi danes tako težje odločajo, mogoče tudi prevzeti odgovornost, ne vem, v teh 20 letih svojega življenja, zakaj do tega prihaja? Smo mogoče bolj pomehkužena družba zaradi blagostanja, ki ga živimo? Kje vi vidite te vzroke? Pater Mari. Jaz mislim, da natančno analizo bojo lahko naredili šele v prihodnosti. Danes je nemogoče analizirati ali pa pokazati na razloge, ker znanstveniki ali demografi na različnih področjih lahko samo opazujejo in spremljajo trend. Mislim, da kakšne analize zakaj, trenutno težko narediti. Ne. Jaz osebno sem še vedno mnenja, dokler ne bodo se ljudje oklenili življenja kot vrednote in dokler ne bodo se sami odločili za življenje, ne more nobena neznanost, ne politika prisiliti jih v višjo rodnost. Kaj lahko storimo, da se bodo ljudje bolj odločili, vsaj kolikor jaz spremljam,
čeprav ste prej rekli, da se mladi ne odločajo več kot enega otroka, opažam veliko mladih družin, prav mladih, bi rekla, da se trend nekako obrača, da se zelo mladi poročajo, mogoče v teh katoliških krogih takoj po 20. letu in da imajo že kar 2 po 3 otroke zelo kmalu. Ja, nekaj je tega trenda v katoliških krogih, čeprav so še vedno, rekel, svetle izjeme. Ni to nek razširjen trend. Ja, prepričan sem, da lahko z neko duhovno vzgojo ali pa bi rekel čisto krščansko vzgojo mlade navdušimo za vrednote, za družino, za otroke, ampak rekel, svet je tisti, ki potem in javno mnenje, ki potem marsikoga odvrne od tega. Doktor Gams, kaj pa bi vi rekli, kaj lahko storimo? Ja, 2 stvari bi rekel. Prvič, to je posledica enega sistematične reklamne vojne, ki se dogaja v medijih, v tiskanih medijih, na televizijah, medijskih hišah, zlasti pa preko spleta, preko Googla, preko socialnih omrežij, preko Facebooka. In oni vršijo neko propagandno vojno in to se da relativno enostavno pokazati. In skušajo vplivati zlasti na mlade, zlasti na dekleta, ki so še bolj pod vplivom. In če pogledate, nekateri opažajo ta negativni učinek in ga skušajo prepovedati v Avstraliji, na Norveškem. In mi o tem govorimo vsaj 10 let. Jaz o tem govorim vsaj 10 let, da so ta omrežja škodljiva, ker se poveča samodestrukcija in podobno. Drug mehanizem je ta, da je način življenja in dela tak, da sili žensko, da ne more biti doma z otroci v družini, ampak mora biti delati cele dneve, študirati cele dneve, ker je tako kompetitiven svet, da če hoče normalno živeti. In ko bomo postavili svet na drugačne osnove, tako da bo družina pomembna, da bo kvalitetno, pozitivno pomembno, da bomo prijazni do okolja, da bomo za trajnostni rast, trajnostni razvoj, potem se bodo stvari spremenile same od sebe. Kaj pa lahko naredimo do sedaj? Jaz sem prepričan, da je vrsta ukrepov, ki bi prinesli rezultate, samo iz neznanega razloga se ne uporabljajo. Nekatere ideološke politične struje so tako proti večji rodnosti, hoče še zmanjševati rodnost, ali se tega zaveda ali ne vem. Podstajajo pa tudi ideološke politične struje, ki pa si želijo povečati rodnost, se zavedajo tega problema, ampak potem, ko bi morali nekaj narediti, pa žal se tega lotijo nestrokovno. Tako da glede tega je res malo problematično. Poglejte, tudi takrat, ko so določene politične usmeritve se lotile demografskega vprašanja, saj kolikor vem, do nas treh ali pa do naše konference, ki je edina konferenca, ki dela tle že skoraj 20 let, saj nič ne vem, da bi kdo do nas prišel. Pa nismo mi 3 edini, saj je kar veliko število prispevkov. In recimo tak zelo enostaven ukrep bi bil, da dobite večjo pokojnino, če imate več otrok. Ker pokojnina se v resnici forsira na ta način, da vaši otroci plačujejo za vas, ker imamo ta generativni preskok. Zdaj pa tako, da tisti, ki ima nič ali pa malo otrok, živi pa od dela otrok drugih. Se pravi, tisti starši, ki so imeli več otrok, bojo s tem dosegli pokojnino zase, pa še za tiste, se pravi, ker otroka ni tako enostavno imeti. Se pravi, tisti starši, ki imajo otroke, potem nekako skrbijo za celotno populacijo. In če bi upoštevali čisti prijatelji, dobri računi, bi nekaj od tega upeljali, recimo v pokojninski sistem, mislim, da bi bil sistem, da bi bil efekt drugačen. To že imamo. Mislim, pri ženskah, ki so rodile več otrok, se to že v našem slovenskem pokojninskem sistemu upoštevalo in se še upošteva. Zelo malo. To je res. Ampak, ali pa tiste, recimo, ki so ostale doma, predvsem zdaj gledam na kmetijah, vem, da pravzaprav so ostale brez, pa so imele lahko več, 5, tudi 10 otrok, drži, pa so komaj preživele. Premalo upošteva. Ampak jaz bi še nekaj rad rekel. Glejte, če gledate na 1000, 2000 let zgodovine, večino tega obdobja je prevladoval tradicionalni režim, tradicionalni način obnavljanja prebivalstva. In
to zaradi visoke smrtnosti so morale biti reproduktivne norme, se pravi družbene norme o tem, koliko otrok je treba rojevati, visoke. In veliko pritiska je bilo z najrazličnejših stvari, pa konec koncev tudi dejstvo, da se je moralo rojevati veliko otrok, ker je veliko že majhnih otrok umrlo. No in kot sem prej rekel, z demografskim prehodom se je prešlo na nov režim. Ne? In mi sedaj živimo v modernem demografskem režimu z nizko rodnostjo in nizko smrtnostjo, ampak ta režim je malo več kot 50 let prisoten v razvitem svetu. Medtem, ko zato, da se norme utrdijo, je verjetno potrebno daljše obdobje. Ne? In zdaj človeška družba, ko se znajde v krizi, bo reagirala. In tudi družbe v razvitem svetu bodo reagirale. Ne? Konec koncev, verjetno tudi ljudje se lahko drugače začnejo čez čas obnašati. Ampak verjetno je premalo prekratko to obdobje in tudi vse ekonomske posledice tega, kar zaradi takih demografskih razmer so nastale in doživljamo, še niso pokazale vseh zob, da tako rečem, ne? Ker zaradi teh nekih strukturnih vplivov, velikih ali pa majhnih generacij, še vseh posledic ljudje niso čutili, ne? In ko jih bodo občutili, bodo verjetno poskušali tudi obnašanje spremeniti. Ja, razen, če sploh še ne vem, jaz se sprašujem, ali sploh še obstaja ta duh skupnosti, torej, da vidimo, da nekaj vpliva na našo družbo in da lahko jaz kot posameznik, moja družina nekaj prispeva k temu, ali prevladuje predvsem individualizem. Tukaj se sprašujem o tem, ko govorite. Ja, v teoriji drugega demografskega prehoda se individualizem, potem nasprotovanje vsakršnim avtoritetam, socialnemu pritisku zelo poudarja, da je to tisto, kar je v resnici pripeljalo do tega, kar imamo sedaj. Ampak so pa tudi pogledi, ki kritizirajo to teorijo. Mislim, da gre za načrten razkroj družine, nacije, civilizacije, te samodestruktivne ideje. Vse civilizacije nekaj časa rastejo, potem pa propadajo. Ne? In če pogledamo Zahodno Evropo, je ravno na takem prelomnem obdobju ali bodo uspele pozitivne vrednote prevladati, pa tudi Ameriki, neki del zahodne civilizacije, ali pa bo ta samodestrukcija se nadaljevala. Mislim, da je to ključno vprašanje. In točno to, ko ste omenili, ne, vse te pozitivne vrednote se degradirajo in ravno propagira se pa ta način življenja, ki je pa totalno destruktiven. Se pa zgodi lahko tudi, ne vem, da je potem reakcija na vse to, kar ste vi govorili, prav primer, ki ste ga omenjali, spremembe spola. Mogoče samo to, da še rečeva. Sem videla, ne vem, v Angliji, na Finskem, je pa že upor proti temu. Starši sami so doživeli posledice spremembe spola na otrocih in je upor proti temu. Se pravi, človek vendarle je neko upanje, da se bo uprl proti vsemu temu zlu. Ja, vse ljudje, polete, smo pametni, če bi bili prav neumni, bi že davno izumrli. In nekateri zdaj govorijo, da tisti, ki nasedajo propagandi, so pač sami krivi, če izumirajo, če imajo premalo otroka. Ne? Tisti, ki to spregledajo, vidijo, kaj se v resnici dogaja, bodo pač potrpeli in bodo se potrudili in bojo za te pozitivne vrednote živeli in delali naprej. Ampak vsi ti ukrepi, kot sem že prej povedal, v primerjavi z družino, ali pa recimo zakaj lahko ne vem, taka imigracija se namenoma podpira tudi nezakonita, ne? Se pravi, zakaj se podpira nekaj nezakonitega, ne? Vsi ti imajo samo en skupen imenovalec, zmanjšanje rodnosti za vsako ceno. Lahko jaz nekaj rečem. Mislim, res je prihodnost negotova, to se je treba zavedati. Poglejmo, kako daleč je moderna genetika prišla. Človeštvo danes obvladuje s pomočjo metode CRISPR-Cas9, za katero sta ameriška in francoska
strokovnjakinja dobili Nobelovo nagrado pred malo več kot 10 leti, mi lahko, oziroma znanost lahko poseže v dvojno vijačnico. Mislim, to se je znanost naučila od virusov. Ne, ker virusi, ko prodrejo v celico, nadomestijo del genoma in prisilijo celico, da proizvaja viruse. Viruse se drugače ne morejo razmnoževati. In ta tehnologija, ki zaenkrat ne kaže nekih širših učinkov, tudi se ji nasprotuje, je prepovedana, da bi na ljudeh jo uporabili, ampak v prihodnje bo to na tak ali drugačen način prišlo tudi na to področje. In kaj se bo recimo zgodilo čez 20 ali pa 30 let na tem področju, je danes nemogoče napovedati. Ko sem jaz študiral, ko sem začel študirati, ni bilo žepnega kalkulatorja. Naredili so ga leta 1971. Danes pa imamo umetno inteligenco, velike jezikovne modele, ki pišejo boljše kot naši študentje. IQ 150. Mislim, res se bo v prihodnje verjetno, če ne bo neke kataklizme, razvoj verjetno širil še hitreje, tako da jaz osebno mislim, res upam, da ne bo kataklizme, in če je ne bo, potem sem bolj optimist kot ne. Bodimo optimisti, ja. Pater Mario Prej ste Sredka. omenila individualizem. Gotovo, individualizem nima samo negativne plati. Ne? Lahko rečemo, da individualisti gledajo samo nase, ampak po drugi strani pa nekdo, ki uporablja svojo glavo, prej ali slej spozna ali pa pogrunta, kaj mu škoduje, kaj mu koristi. In ne samo njemu, ampak tudi kot konec koncev skupnosti, družbi. Ne? In upajmo, da bo, kot je že veliko primerov, ne, omenili ste, da se starši upirajo v nekaterih državah glede tega zakona oziroma možnosti spremeniti spol, da bodo tudi na področju rodnosti prišli do tega, ne, mladi sami, da bojo rekli, lejte, prihodnosti ni brez otrok, zato se odločimo, da bomo otroke imeli, se bodo sami odločili. Upajmo, zaradi tega, ker pravzaprav, če pogledamo osamljenost, je nekaj, kar izhaja mogoče iz tega individualizma, je pravzaprav epidemija sodobne družbe. Vsi se strinjamo. Jaz sem nedavno, že nekaj let nazaj, spremljala nek dokumentarni film iz Švedske, kjer pravzaprav ljudje živijo osamljenost do te stopnje, da niti ne vejo, da je nekdo umrl v stanovanju. Recimo starš, mama, oče, po 2 letih šele mogoče odkrijejo mrtvega človeka, ker pač iz trajnika se plačujejo vsi računi in zadeva je rešena. Torej ni odnosov več, kot da ni tega, kar nas pravzaprav dela ljudi. Kako gledate na to? Ja, pa še en drug problem je, vsi se strinjamo, da je to slabo, da gremo v negativni smeri, treba trend obrniti. Ampak mene pa skrbi, da je potem poleg teh lažnih novic, ki so pač del te vele negativne propagande, se pojavlja tudi lažna znanost. Viralen je posnetek po spletu, ko se politik ameriški pogovarja s profesorico z ameriške fakultete univerze in jo sprašuje, kaj je to moški, kaj je to ženska, in noče povedati, kaj je to. Potem jo popraša, v redu, a lahko moški rodi, in reče, ja, da moški lahko rodi. In vpraša, ja, potem, kje pa to pride ven iz telesa, in ona reče, čakajte, dajte me nehati sprašovati take stvari, jaz sem tle strokovnjakinja, sem profesorica, doktorica in vi tle nimate nobenih izkušenj, nobenega znanja, verjemte mi, da je to tako. No, in potem politik ustraja in pa reče, če niste slišali za analne porode. Ne? No, ravno včeraj sem imel predavanja in sem omenil, eni govorijo, da je zemlja ploščata, drugi govorijo, da moški lahko rodijo. No, in potem smo imeli kar nekaj debatov, ker če pogledate te mlade, nekateri kar verjamejo tem neresnicam, nesmislenim usmeritvam. In mislim, treba je svet nazaj postaviti v pravo smer, imeti prave ideale. Elon Musk je Leonardo da Vinci današnje dobe. In dajmo pozitivne vrednote, pozitivne posameznike si zastaviti za neko usmeritev. Ta je pa bil, ja, londonski ekonomist ga je
v prejšnji številki na prvi strani na naslovnici in imenoval glavni rušilec. Skratka, zdaj bi v Ameriki naj v sodelovanju s Trumpom celo vrsto stvari najprej uničil v skladu s tisto Schumpeterovo kreativno destrukcijo, ne, da se nekaj uniči in potem se novo gradi. Ne. Demokracijo bo tudi uničil, to vemo. Dobro, zdaj to je težko napovedati, ampak najbrž je to malo preveč ga z Da Vincijem primerjati, ne. Tudi ameriško birokracijo, za katero zgleda, da ga bo Trump uporabil, najbrž ne bo uspel zelo zmanjšati. Vesel sem, da ste omenili odnose. Namreč to je tisto, kar človeka porodi in kar ga ohranja pri življenju in kar tudi civilizacijo oziroma skupnost lahko ohrani pri življenju. Ne. Zato jaz mislim, da povsod tam, kjer se gradi odnose, kjer se dela za boljše odnose, bolj človeške odnose, je prihodnost svetla oziroma lahko govorimo o neki perspektivi. Tam, kjer se pa to zanemarja, tam pa žal ne moramo biti optimisti. Pred sklepom bi se dotaknila še enega vprašanja, ki je tudi povezano z demografijo. Namreč najnovejša odločitev Ustavnega sodišča, po kateri bodo samske ženske tudi v istospolnih zvezah lahko upravičene do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo. Torej, po eni strani se ukvarjamo s tem, da ljudje ne želijo imeti otrok. Po drugi strani tisti, ki so samski, mogoče ali pa v istospolnih zvezah, želijo imeti otroke. Seveda to vodi potem tudi do tega, da istospolne zveze moških zahtevajo nadomestno materinstvo. To avtomatsko vodi v takšno zakonodajo, ker če ima pravico nekdo, ima pravico tudi drug. Kako pa gledate na to, pravzaprav na to odločitev, na to zahtevo, tudi v luči demografije? Demografske slike ta možnost zagotovo ne bo spremenila. Popolnoma nič. Je pa bilo to pričakovano oziroma smo lahko predvideli, ne, da bodo v naši družbi ali v slovenski zahodni družbi, kjer se išče predvsem pravice ali zahteva predvsem pravice, da bo do tega prišlo. Ampak jaz sem prepričan, da to na področju demografije ne bo imelo popolnoma nobenega vpliva oziroma ne bo ničesar spremenilo. Kakšen pa je vpliv na otroka samega, ko se bo enkrat mogoče zavedal, da mu je bil ukraden oče že vnaprej? Ja, to vprašanje je v bistvu, po mojem mnenju, kar kompleksno, ne. Zdaj, po eni strani bi bilo prav, da bi otrok odraščal čim bolj normalnih razmerah, se pravi, da bi imamo očeta, kakšno babico, detka in tako naprej. Ne? To vemo, da je idealna družina. Tukaj nekaj. Tudi če se loči, je potem statistika zelo jasna. Tisti otroci imajo več bolezni, teže napredujejo. Vse te statistike so empirične. Tukaj ne morete zanikati podatkom. Recimo nasilje očimov nad pač otroci, ne, je 5 do nekaj 10krat večje, odvisno, ki gledate, to je po policijskih poročilih. Ne. Se pravi, za otroke je idealno, da živijo v družini, kjer imamo oba starša, pa še kaj zraven. Zato, ker je težko imeti otroke in vsaka pomoč je dobrodošla. Po drugi strani pa, ker imamo tako nizko rodnost, bilo treba pomagati ženskam, ki same ne uspejo. Ampak, gledajte, ta ukrep je v bistvu diskriminatoren. Se pravi, tista družina, ker sta moški pa ženska, pa imate težave, da zanosita, tista dobijo pomoč. Ne? Zdaj, ekvivalent pri recimo 2 ženskama bi bil, da res ne morete dobiti otroka, da imate težave z otrokom in potem bi bilo to normalno in enakovredno. Ne? Vendar pa tako, kot to spade, ne, je očitno spet, ali pa zdi se, da je to neko ideološko podprto odločitev, in se postavlja vprašanje, glede na nedavne dogodke, ali naše sodstvo res pošteno in objektivno ali pa uporablja dvojne kriterije. In jaz ne bi rad nikogar obtoževal, kar tako naprej, ampak gledajte, kaj se je v Ameriki dogajalo. Trump, ki je bil kandidat za predsednika, je bil udeležen v celi vrsti
spornih, zelo spornih sodniških oziroma pravnih postopkov, celo tako, da so ne samo z desne, ampak tudi z leve so govorili, da to pa res je vsak nivo pravzaprav prešel. Ne. In zdaj seveda je samo zaupati, da ne bo se preko to obrnilo in bojo vsi ti kaznovani zaprti, ki so proti njemu zganjali sodno, nekako skozi sodni sistem so ga skušali politično onemogočiti. To se zdi, da v Ameriki bo dokaj jasno. Ne? In zdaj je to zelo žalostno, se pravi, sodstvo bi moralo biti objektivno in korektno in zdi se, da pod to ideologijo, o kateri ves čas govorim, ne, prebojensko ideologijo, kakorkoli temu rečete, vse ekstremne ideologije so in z leve in z desne so škodljive. In zdi se, da ta črv najeda tudi slovensko sodstvo in mislim, da je bilo dobro, da bi se slovensko sodstvo zavedalo, da v tej smeri dvostranskih kriterijev in obravnave ne bi smelo iti. Ja, če jaz lahko še nekaj rečem, jaz ne bi ameriških razmer komentiral, ker so veliko bolj kompleksne in tudi ameriški sodni sistem je najbrž zrel in dober, tako da kar tako ga ni mogoče zlorabljati. Ampak kar se vašega vprašanja tiče, tu se kaže, kako močan vpliv je razvoj moderne znanosti in tehnologije, ne? Ker in vitro fertilizacijo omogoča razvoj moderne medicine, ne? In zdaj verjetno pri istospolnih parih, katerekoli vrste že, jaz se strinjam, da to nima nekih kvantitativnih, večjih demografskih učinkov. Ampak umetna oploditev kot taka pa ima, ne? Ker ravno zaradi prej omenjenega prelaganja rojstev v višje starostne razrede in to množično za cele generacije vodi do tega, da je vse več parov, ki se srečuje s težavami v tistem ozkem oknu priložnosti, ko lahko dobijo potomstvo in jaz zdaj ne bi statističnih podatkov navajal, ampak tisti vpliv je pa že malo večji, ne? Ko pari, ker neplodnost narašča starostjo in to ne samo pri ženskah, znano je, da so lahko vzroki pri ženski, moškemu ali pa konkretni kombinaciji, čeprav je tudi res, da demografi nimamo natančnih podatkov, kolikšna ta neplodnost je. Ker v razmerah, ko ljudje načrtujejo rojstva, nam statistični podatki tega ne razkrijajo. Ko niso načrtovali rojstva, je bilo veliko jasneje videti, koliko je te resnične neplodnosti tudi po starostnih razredih. Tako da zdaj jaz osebno jaz sem za to, da se čim več otrok rodi zaželenih in ne glede na vrsto družine. Družine so zelo raznolike, veliko bolj kot verjetno kdaj prej, tako da zame je vsak otrok dobrodošel na tem svetu. Gotovo je vsak otrok dar, ampak vsak otrok, pravica otroka bi vendarle morala biti nad pravico odraslega. Torej ne, da odrasli zahteva otroka, ampak ima otrok pravico do staršev. Mogoče za sklep še pater dr. Mario Sredkar, stališče cerkve, torej do tega, da lahko samske ženske, predvsem istospolno pari, sprejmejo otroka. Stališče cerkve je čisto jasno, da tukaj mora imeti prednost, morajo biti pravice otroka pred pravico staršev oziroma pred pravico odraslih. In če si starši, če si odrasli samo zaželijo, da bi imeli
otroke kot zaradi pravice, ki se jim mora ugoditi, ne, gotovo, da to ni najboljše. Ne. Vedno moramo gledati na otroka, na tistega najšibkejšega v tej debati, ki naj bi imel pogoje, da bo lahko živel, da bo kvalitetno živel in da bo imel on tisto, kar potrebuje za rast in za razvoj. Neko stabilnost tudi v sebi. Ja, mislim, da smo kar marsikatero temo odprli. Naj bo to tudi spodbuda v tem novem letu, ki ga začenjamo. Mogoče ob sklepu res vsak, če bi izrekel neko prošnjo, neko željo. V tem letu 2025 razmere so nemirne, v ljudeh je tudi malo nelagodja, strah, tako z gospodarskega vidika, kot tudi mir, če se ozremo, marsikatera grožnja se pojavlja. Pa vendarle, kakšno besedo upanja ob sklepu od vseh treh bi prosila? Vsak otrok je znamenje upanja, zato ker ko odrasel človek vidi otroka, reče, naš narod bo še živel oziroma naša civilizacija še ne izumira. In zato mislim, da so ravno otroci tisti sončki oziroma tisti znamenja upanja, ki nam lahko dajejo neko veselje ali pa optimizem. Ja, mislim, da ta optimizem, pozitivni pogled, pozitivne vrednote, to je ključno. In kar se tiče demografije, seveda vse bazira na otrocih. Otroci so naše največje bogatstvo, naše največje veselje in vaš otrok je vedno najlepši otrok na svetu. Ja, jaz se z vsem tem, kar sta kolega rekla, strinjam. Hkrati bi pa mlade pozval tudi k temu, da razen svojih individualnih in družinskih okoliščin vključijo v svoje razmišljanje tudi širše družbene vidike, ker tudi ti bodo v prihodnje vplivali na celo vrsto ekonomskih in drugih okoliščin, v katerih bodo živeli. Hvala lepa, pater dr. Mario Sredkar, dr. Matjaž Gams, dr. Janez Malačič za obisk v našem studiu, za vse, kar ste podelili z nami. Želim vam lepo, res veselo, upanja polno leto 2025. Hvala lepa. Hvala. Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da ste bili v tem popoldnevu z nami, torej v oddaji Pogovor, ki se je zavlekla še v mozaik dneva, praznični mozaik dneva. Tudi jaz vam želim res blagoslovljeno leto, naj bo vsak trenutek tega leta izpolnjen. Oddajo sem pripravila Marjana Debevec. Zdaj jo že lahko najdete tudi v našem audio arhivu. Veliko povemo, tudi z druge strani.